Tudi po prespani noči je vse res. Slovenska nogometna reprezentanca se je po 8 letih znova več kot zasluženo uvrstila na svetovno prvenstvo. Slovenci so bili v razprodanem Ljudskem vrtu gospodarji od prve do zadnje minute. Velika Rusija, ki je igrala v polfinalu zadnjega evropskega prvenstva, je delovala nemočno. Slovenija je na krilih navijačev odigrala še eno tekmo, ki se bo zlatimi črkami zapisala v knjigo slovenskega športa. Tako, zdaj smo pa tam. Naša želja, naš cilj, naše sanje so se uresničili v eni tekmi, ki jaz upam, da bo ostala zapisana v zgodovini slovenskega športa. Jaz fantom ne samo, da jim čestitam, jaz se jim globoko priklanjam in jim privoščim vsako sekundo tega slavja. Slavje, ki je, mislim, da zasluženo, in slavje, ki je vsem, ki so bili na stadionu po celi Sloveniji, dalo neko veselje, v teh težkih časih neko radost, neko zgodbo, ki smo jo pisali težko od vsega začetka, ampak na koncu s takim happy endom, kot si bi ga lahko vsak samo v nekem najboljšem hollywoodskem scenariju želel. Verjeli smo pač v igralce, tudi Matjaž Kek je dobro pripravil, torej velika zasluga gre njemu in predvsem igralcem in pa normalno našim navijačem, ki so nas spremljali na vseh tekmah v tujini. Tudi predsednik države Danilo Turk je ponosen na slovensko reprezentanco. To je velik dosežek, to je dosežek svetovnih razsežnosti. Jaz verjamem, da bomo tudi na svetovnem prvenstvu igrali dobro, da bo naši fantje se dobro izkazali in danes so res pokazali izvrstno igro. Terensko premoč, celo igro, tudi izvrsten gol in v bistvu superiorni. Šport je zmagal. Vsi, ki smo se bali, da bo malo Slovenijo povozila politika, eden izmed največjih sponzorjev svetovnega prvenstva in celo FIFA, ki je delegirala žreb, spet verjamemo v čistost športa. Kajti le veliko srce kot Triglav in podpora Slovencev je bila tokrat dovolj, da je Rusija padla z 1-0. Zlati Zlatko Dedić je v 44 minuti povzročil delirij na tribunah Ljudskega vrta, ki še ponekod vedno traja. Po koncu tekme je nekaj tisoč navijačev pred južno tribuno dočakalo svoje junake. Zvrstilo se je več ponarodelih uspešnic, ki so jih skupaj prepevali navijači in nogometaši. Kakšni so bili občutki ob končnem sodnikovem žvižgu? Fantastični, res. Fenomenalni. Nikoli še nisem bil tako srečen, glede nogometne tekme, ko sem bil danes, res. Kaj vajne punce zdaj že vejo, kje bodo drugo leto dopustovale? Ja, vejo. V Južni Afriki, 100%. Kak ne bi vedle? Kak ne bi vedle? To je noro, to je noro. To je nova pravljica. Zlata pravljica. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Najboljši igralec tekme? Mavrič. Zakaj? Zato, ker je zrihto rumen karton, lega. Ni igral, pa je zrihto tekmo. Nova je car, Nova, Kučan, to so teti, to so cari. Kako zdaj? Jaz rečem Brečko. Zakaj je Brečko najboljši igralec? Zato, ker je pestal Aršavina v Rusiji. Ker ga je v žep dal? Ja ne, zakopa ga je v bunker iglu, ali kako se tam reče. To je pasivni offside. Jaz sem na pol ga Jokić, ne, Aršavina. Aršavin nima pojma! Ne, najboljši igralec, 12 igralec navijači. Kdor ne skače, ni Slovenc! Kdor ne skače, ni Slovenc! Kdor ne skače, ni Slovenc! Slovenija! 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 Noro! Gremo v Afriko! Slovenska nogometna reprezentanca je spisala še eno pravljico in kljub temu, da je FIFA favorizirala v dodatnih kvalifikacijah Francijo, Portugalsko in Grčijo, slednje so se tudi preko Irske, Bosne in Hercegovine ter Ukrajine uvrstile na prvenstvo, pa so slovenski nogometaši spet šokirali nogometni svet. Nogometašem sončne strani Alp je v dodatnih kvalifikacijah spodletelo le enkrat. Pot na Evropsko prvenstvo leta 2004 na Portugalsko je preprečila Hrvaška, ki pa je tokrat ne bo v Južni Afriki.
Žreb skupin za svetovno prvenstvo, ki ga bo od 11. junija do 11. julija 2010 gostila Južnoafriška republika, pa bo v petek 4. decembra v Cape Townu. Fantje so danes prikazali eno izjemno predstavo, ampak navijačem pa kapa dol. Zdaj pa sad še rezerviramo karte za Južno